Potem, ko je v soboto Maribor premagal Domžale z 2:1, je tokrat Olimpija doma pričakala Zavrč, imela le še točko prednosti pred Mariborom. Gostje pa so ravno v prejšnjem krogu presenetili Mariborčane in tudi tokrat so napovedali boj na zmago in 3 točke. To je že prva akcija ob koncu prve minute, ko je streljal Dodlek, ampak na pravem mestu Šeliga, ki je še enkrat več zamenjal Nejca Vidmarja. V 9. minuti priložnost Radoviča, ki je tokrat zgrešil z glavo, potem pa še prosti strel Juliusa Vobeja, a tokrat je zgrešil vrata Kovačiča. V 11. minuti še ena priložnost za Zavrč. Pihler je bil takole v izjemno ugodnem položaju, a žogo poslal visoko čez gol. Zavrč je bil nevaren, Batrovič je meril kot naslednji, lepo preigraval, a tokrat za malenkost zgrešil. Po dobre pol ure igre še priložnost Zmajčkov. Po lepi podaji pred vrata je bil sam pred golom Eleke, a tokrat je z nekaj metrov zgrešil oziroma streljal direktno v vratarja Zavrča. V drugem polčasu najprej nič dogajanja, potem pa tale situacija, ki je prinesla gol. Lovro Cvek je skušal podati pred vrata, kapitan Zavrča pa je imel precej sreče in Eleke je žogo odbil v svojo lastno mrežo. Zavrč je povedal z rezultatom 0:1. Tekla je 69. minuta in Zavrč je senzacionalno vodil v Stožicah. Ljubljančani niso dobro izbili, Lovro Cvek pa je izkoristil tole priložnost in z nekaj sreče tudi premagal Aleksandra Šeligo. Do konca tekme je Olimpija napadala in poskušala izenačiti. Najprej strel Mimuna po samostojnem prodoru, nekoliko mimo vrat gostujočega moštva. Kot naslednji so zapretili Haložani, lepo je preigraval in streljal Batrovič, na pravem mestu Šeliga. Potem pa še globoko v sodniškem podaljšku tekme v 93. minuti izvrstno preigravanje Radoviča, podaja pred vrata in strel Elekeja in tole je bil še en avtogol. Sebastian Antič je žogo preusmeril v lastno mrežo in izid je bil izenačen 1:1. Podaljška je bilo 5 minut in Olimpija je imela še nekaj časa za morebitno spremembo rezultata in zmago, ampak to jim vseeno ni uspelo, kajti priložnosti več ni bilo. Tekma se končala 1:1 na koncu brez golov in še en spodrsljaj ljubljanske Olimpije. Prednost na vrhu je le še 2 točki. Tukaj točka, nismo poraženi, ampak odgovornost je moja. Naredil sem nekaj zamenjav v ekipi, ki niso prinesle veliko dobrega. Prišli smo v tekmo z igralci, ki so nekoliko utrujeni, igrali so 3 tekme v 7 dneh in morda bi bilo bolje, da ostanemo v tisti ekipi, ki je igrala prej. Želeli smo malo osvežiti ekipo, ampak to nam ni dalo neke posebne prednosti. Imeli smo priložnosti, dobili smo gol, kakršnega smo, tako pač je, gremo naprej. Pričakujem dobro tekmo in to je bila dobra tekma. To sta bili 2 ekipi, ki sta dali svoj maksimum. Zdaj mi je žal, da je tako in žal mi je, da nismo dobili 3 točk. Fantje so dali vse od sebe, čestitam igralcem za vse, kar so dali in kar so dali je bilo dobro. Čestitke pa tudi Olimpiji za dobro in korektno tekmo.